Sodražica. Če niste opazili, vodja Tamburaškega ministra Jožef Košmrl je imel zeleno srajco. Torej, zaščitno barvo Slovenske ljudske stranke. Sicer pa slogan pripravljeni na novo zaupanje. Nam pa se je pridružil tukaj tudi podpredsednik stranke gospod Franc Bogovič. Dvakratni župan občine Krško, ne? Štirikrat. Od leta 2008 pa tudi poslanec v državnem zboru in pa tudi v raznih delovnih telesih je predsednik odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, potem član odbora za lokalno samoupravo in član odbora za gospodarstvo. Sedaj pa prosim našega kandidata za poslanca na predčasnih letos državnozborskih volitvah, ki bodo čez 5 dni, gospoda Janeza Tomšiča, da se predstavi in seveda pove, zakaj se je odločil za ta urad, torej da kandidira za poslanca v volilnem okraju, ki obsega občine Sodražica, Ribnica in Loški Potok. Prosim. Bom kar mikrofon uporabil, da ne prijatelj en glas govoriti, ker mi še malo glas daje, pa mu še glas začne ta teden. Vsem prav lep pozdrav. Torej, sem mlad, vam se bilo veliko debatov v mladosti, po drugi strani pa vendar ne tako mlad in že kar izkušen. Pri svojih 32-ih sem mogoče kot prvo oče 3 otrok, 10-letnega sina, 7-letnega hčerke in 3-letnega sina, kar pomeni seveda, da imam že kar veliko družino in kot tak za sabo kar nekaj izkušenj. V politiki, kot je Blaž dejal, od leta 97, ko mlad človek stopi v politiko, ga seveda vsi drugi okrog njega, predvsem kolegi, ves čas sprašujejo, kaj je stavno narobe, zakaj si v tej stranki, zakaj nisi drugi, pa se ta stranka to zagovarja drugače, kot ti misliš, pa kaj so zdaj naredili, pa zdaj imate Šrota tam gor, pa ta krade, pa tako naprej. Moj odgovor je bil vedno isti. Moj odgovor je bil vedno, če delaš na vsebini, rasteš znotraj stranke, rasteš konzven in s časoma ti je omogočeno, torej, da prideš do pozicije, s katere lahko pa ti sam oblikuješ in spreminjaš stranko. Tako sem bil znotraj stranke odgovoren za pisanje programskih dokumentov, pravzaprav od leta 2000, formalno od tam 2002-2003 naprej. To je zelo težko delo. Mi lahko se prepiramo, lahko kritiziramo, ko je pa treba konkretne stvari napisati, pa jih javnosti povedati, pa tudi obrazložiti, kako boš nekaj naredil, pa seveda bistveno težje. Skozi vsebino sem tako znotraj stranke seveda dobil določeno stopnjo neko zaupanje, ugleda in bil potem tudi letos seveda izvoljen za podpredsednika, sedaj pa že lahko vplivam na to, kako se stranka odloča v nekih trenutkih, kakšne odločitve sprejema in na ta način uresničujem svojo vizijo. Zakaj kandidiram za poslanca? Za poslanca kandidiram iz 3 preprostih razlogov. Prvič, ker ima Slovenska ljudska stranka, med vsemi strankami jo je prva predstavlja in še danes sem prepričan, ker sem prebral tudi program ostalih strank, edina jasno vizijo, ki stoji. Jasno vizijo se pravi s konkretnimi ukrepi, s konkretnimi roki za realizacijo teh ukrepov in prepričani smo, da s temi ukrepi torej v enem mandatu lahko dosežemo bistveno bolj stabilno Slovenijo, ki bo imela odprte vse razvojne možnosti in bo zopet zgodba o uspehu, ne pa tako kot danes, ko se pravzaprav sprašujemo, zakaj smo zaželili neko slepo ulico. Drugič zato, ker ta stranka zagovarja pravo vrednote. Pred tem srečanjem sem bil na zboru za Republiko, skupaj tudi z gospodom Bogovičem, podpredsednikom, torej sopodpredsednikom stranke, kjer je predsednica Nove Slovenije veliko govorila o tem, da tudi slovenski kristjani rabijo v parlamentu svojo stranko, torej krščansko stranko. Glede, jaz sem katolik in kristjan, hodim k maši, sem pa v Slovenski ljudski stranki. Torej, kristjani seveda delujemo v različnih strankah na različnih področjih in ni res, da imamo samo eno stranko. Rad bi poudaril predvsem to, da ima Slovenska ljudska stranka zelo jasno v svojem programu zapisane krščanske vrednote,
da imamo jasno zapisano vrednoto družine, da imamo jasno zapisano, da spoštujemo življenje, torej človeka, od spočetja do naravne smrti. Namreč nedolgo nazaj je tožila neka združenka, ki je napisala, če Slovenska ljudska stranka ne podpira. Mene take stvari zabolijo, nihče te ne vpraša, kakšno ima stališče. Vsi pa dobro veste, da smo bili edina stranka, kjer so vsi poslanci skupaj z vsemi ljudmi, ki delajo na stranki in v poslanski skupini šli in podpisali tako zahtevo za zakonodajni referendum, ki bom rekel, postavil pod vprašaj to pravo tradicionalno družino, katero verjamemo. Prav tako smo leta 2000, ko se je šlo za vprašanje oploditve z biomedicinsko pomočjo, bili najbolj glasna stranka, torej ko se je šlo za drugo zelo občutljivo vprašanje tega, ali ima otrok pravico do očeta in matere, ali samo do enega. Torej, rekel sem, ker imamo jasno vizijo in jasen program, ker imamo prave vrednote in tretjič, ker smo vztrajni. Ker smo vztrajni. Slovenska ljudska stranka je bila, kot veste, bom rekel, ob tem mandatu imela dosti nizko podporo. Dobili smo novega predsednika, ki ima karizmo, ki ima, bom rekel, širino, ki je pripravljen na širok, se pravi, posluša različne predloge, različne ideje in se skuša vedno odločati, tako kot cela stranka, na podlagi tega, kaj je dobro za Slovenijo, torej na prvem mestu, kaj je dobro za državljanke in državljane in potem šele, kaj je dobro za stranko. Ta drža je seveda povzročila, da tudi stranka dobiva na svojih procentih po vstopu tako imenovanih novih listov, kateri so si ljudje obetali ne vem kakšno zmago, kar čez noč vidimo, kaj danes ostalo od njih, je stranka tudi nekaj izgubila, sedaj pa zopet stabilno raste. Ankete, ki jih beremo, so daleč od tistega, kar je realno. Stranka dela svoje ankete dnevno, lahko nam verjamete, da rastemo, da so procenti trenutno nad 8 in še zdaleč od tega, kar skuša zdaj nekateri prikazati, da se gibljamo okoli 3-4%. Predvsem pa prejšnja leta v zadnjem tednu niso smeli objavljati teh raziskav, letos pa očitno jih lahko, ne bo mogoče kot predsednik povedal, če se te zakonodaj spremeni. Torej, 3 razloge se kandidiram, se pravi jasna vizija, jasen delovni načrt, drugi prave vrednote in tretji vztrajnost. Jaz sem zagotavljal, da bom vztrajen in da bom maksimalno delal za to kraj. Zakaj kandidiram tukaj, ne? Zakaj mi dobre polje, to sem tudi zadnjič na soočenju vprašal. Zato, ker sem bil povabljen, da kandidiram tukaj, zato, ker je bilo znotraj Slovenije več kandidatov, tudi znotraj našega suprškega okraja, zato, ker me je povabil vaš župan Blaž Migalec, ker me je povabil predsednik Ribnice Luka Ilc in zato, ker je stranka rekla, da je to področje pomembno in da hoče sem podpredsednika. Mimo grede, ti Tomšiči iz Ribnice, tudi moja družina poče, tudi strani izvira iz Ribničke družine, zdaj se da si ne bil potr, gre za isto vejo z ostalimi Tomšiči, ki igrajo nogomet, ampak izvira iz tega konca.